v resnici je prav, da nekaj minut traja, preden sedemo in se začnemo pogovarjati, ker se te vedno na nek način film na svoj način dotakne, ne? In jaz sem danes prav presenečena, da kar nekajkrat mi je šlo na jok. V bistvu sem ga tretjič gledala zdaj in vsakič mi je tako nekam bolj ob ogledu hudo, ali pa mogoče tudi, ker sem ga zdaj pa spet na velikem ekranu. No, začela bi pravzaprav z Rozo, namreč ob meni je pesnik, pisatelj, igralec, režiser, skratka, tako vsestranski ustvarjalec, da bi lahko kar še in še naštevala. Igralec sem rekla, režiser tudi, a ne. No, in z Andrejem je tako, da je pravzaprav res v zelo, zelo različnih vlogah. In mogoče, a ne, moji prvi spomini nanj so še iz gledališča Ane Monro, to so bili moji prvi stiki in seveda njegova poezija za odrasle. Zdaj zadnja leta kar precej sodelujeva tudi zato, ker je med drugim piše tudi pesmi in zgodbe in pravljice za otroke. Poznamo ga tudi kot prevajalca, poznamo ga tudi kot dramatika, skratka, če bi hotela našteti, pa bi gotovo kaj pozabila. Ampak glede na današnji film, ga marsikdo od nas v marsikateri vlogi povezuje tudi s humorjem, s komiko, tako da prejel je že tudi Ježkovo nagrado. Prej sem vprašala Andrej, kdaj si jo že dobil, a ne, ker to sem pa pozabila pogledati, tam 2005, 2006. Skratka, kadar ne razmišljamo o tem, da je nek ustvarjalec, ki je na nek način lahko zelo komičen, pomislimo pravzaprav na Andreja Rozmana Rozo. No in mogoče te na začetku, Andrej, vprašam, kako si ti doživel ta film, čist na začetku? Ja, tako lep, super film se mi zdi, ne, obakrat, sem ga pa samo tu videl dvakrat, pa obakrat, ne, tudi danes mi je šlo bolj na jok, mislim, danes sem ratov, mislim, tam v enem trenutku tistem, ki se mi zdi v resnici najbolj tak, ne, špica tega, ki oni reče, ne, zakaj pa potem sva vadila, če oba veva, da ne bo filma, pa reče pač, kaj nama pa drugega, ne, kaj ne bi pa drugega počela. Se mi zdel tak res strašna misel, ne, za vse, ne, mislim, za marsikaj na tem svetu. Tako da se mi zdi zelo krasen film, ne, mislim, res tako, ja. Meni se zdi zanimivo, ko sem prebirala te različne kritike filma, in sem prebrala tudi od Marcela Štefančiča in je zapisal v Mladini, da igralca sta izjemna, maska je izjemna, velik poklon obema ustvarjalcema je, ganljiv film je. No, ampak za igralca je zapisal, da ona dva pravzaprav sta res se poglobila v vlogi in res sta poskušala, a ne, preštudirala, preučila, a ne, kakšna človeka sta bila in kakšna ustvarjalca Sten in Oljo, ampak bolj, ko sta se trudila, v resnici ona dva kar sta Sten in Oljo, a ne, v tem filmu. In dejansko je ta igra tako prepričljiva, da se čisto preselimo v tiste čase, a ne, ko smo mi vsi, tako kot sem na začetku prej rekla, bili v stiku vsaj s katerim od njunih filmov. In jaz sem pravzaprav šele po drugem ogledu filma šla nazaj gledati določene posnetke, ampak ko sem razmišljala ob filmu ta prvič, a ne, kjeri so tisti prizori, ki se jih spomnim, a ne, pa takrat sem bila še zelo majhna, ne, ko sem te filme gledala, ti pravzaprav pridejo neki prizori, ki jih potem seveda v tem filmu tudi prepoznaš, od tistega, ne, s klaverjem do tega s klobuki. No, in preden sem jaz te posnetke za nazaj gledala, te resnične posnetke Sten in Olja, sva enkrat čisto na kratko z Andrejem klepetala, pa je rekel, jaz sem pogledal zdaj vse te filme, in ne vse, mnogo od njih, a ne, te neme in tudi potem ta prestop v igrani film, pa mogoče, Andrej, malo mogoče o tem poveš, a ne, kako si pa ti te filme doživljal, se pravi njune zaresne. Ja, jaz v resnici nisem nikoli bil tako, bi rekel, velik, zelo dolg nisem bil njun ljubitelj, ne, tako meni je bil pač Buster Keaton, bratje Marx, so se mi zdeli tako nekaj, ki mi je
blizu, medtem ko ona dva ali pa Chaplin tudi, ne, Chaplin se mi zdel preveč pocukran, da rečem, nekako patetičen mi je to odbijal, ne vem čisto točno, bi moral zelo razmišljati, zakaj pri tema dvema, ne, pa zdaj, ko sem gledal, ne, pa v bistvu je zelo ta, mislim, ona da sta klovna, ne, in sem prav gledal razlika med Buster Keatonom in njima je to, ne, Buster Keaton se dogaja pred poroko, ne, Buster Keaton je, zmeraj zgodba Buster Keatona in tudi pri bratih Marx gre za to, da se nekdo, da gre za ljubezen, ki ima pač ene prepreke in je cel film je v resnici pot do te, da te dva zaljubljena skupaj prideta, ne. Medtem ko pri Stanu Paoliju je pa, kadar so ženske zraven, so to zmeri žene, pred katerima bežita, ne. In gresta na svoje, gresta pit in potem žene, pač, ker so ameriški filmi, ne uporablja ta valjarjev, ampak puške, ne, ker to so Združene države, ne. In, ampak res tako vedno, mislim, zelo pogost motiv je beg pred ženama, ne. Tako da potem sem ju, bi rekel, mečkam bolj začel imeti rad in sta tudi zdaj, ko sem gledal nazaj, sta dva filma, ki sta pa res genialna. En je tisti, ko smrekce prodajata, ne, ker je res tako razdelano, ta Big Business je naslov, ko je res razdelano to maščevanje, ne, mislim, ona dva mislim, vedno imajo to, ne, da eden ti naredi nekaj slabega, ti počakaš, da bo tisti naredil, ne skušaš preprečiti, ne, zato ker potem pa sam tako, da pač ponavadi olijo ali pa oba, ne, klobuk po stran, ne, in potem je maščevanje. In on spet počaka, da ona dva razbijeta šipo, karkoli vrata raztrešta in potem on nekaj še hujšga, ne, skratka to veselje do vojne, da tako rečem, oziroma do uničevanja nečesa od pač do zatiranja drugega ali kako. Tako da ona dva sta taka klasična klovna, ne, v ulici se blazno brcata, ne, prav te cirkuški, te, bi rekel, klovni, ki so pravzaprav malo po svoje na slabem glasu, ne, mislim, tako eni pravijo, so te klovni zato, da ljudje se jim smejo, zato, ker so sami zatirani in so veseli, da je nekdo drug tudi zatiran, ne, da je to ta vzgib pri tem humorju, kot sta ga ona dva, bi rekel, prakticirala. Ja, ampak recimo gre tudi za to, ona dva se tudi nekako drug na drugega ves čas spravljata, ne, s tem, da so to ene take vsakdanje situacije, ki jih lahko vsi prepoznamo, ne, in na nek način se lahko kar uživiš v to, ne. Neke trapaste reakcije, ker recimo, ne, danes sem prav pomislila, ko sem prišla sem v Kinodvor s kolesom, pa sem imela v košarci, se pravi, vrečo, ne, in s tem besedili pa to, pa še DVD in grem noter, pa ugotovim, da sem tisto pozabila v košari, pa to je čisto lahka, ne, samo tele papirje sem imela noter, pa DVD, pa povlečem ven vrečo, ne, pa to res ni težko, pa mi pade kolo na tla, ne, pa sem potem, ker sem jo že modil noter, ker sem bila zadnji moment, poberem kolo, medtem mi pade torbica na tla, no skratka, ne, in to so ene take situacije, mislim, ker se nam vsemu dogajajo, ne, jaz nisem tukaj nič poseben. Pred film, ne, ja, pred film, ne, in na nek način, ne, ti to daje en tak občutek domačnosti, no, kot da bi se lahko ob tem smejal tudi malo sepne. Tudi kakšnim, neko že nekaj poskušaš, ko nekaj pozabiš, ko nekaj hočeš nekaj rešiti, pa ti že med tem že spet pokvariš ti še bolj, no. In takih prizorov je v njunih filmih res veliko, ne. Kar je pa pri tem filmu, ne, je pa zanimivo to, ker seveda, jaz sem to gledala bolj tako, kar enih prizorov se spomniš, ne veš, pa niti nisem vedela točno, dobro, mogoče za glasbeno skrinjo Music Box sem si že zapomnila, pa še Oskarja sta dobila za ta film, a ne, ampak spomniš se tega s klobuki, spomniš se teh klovnovskih variant, ne, v zvezi z brcanjem, nisem pa nikoli razmišljala toliko o njunem odnosu. Niti ne vem, če sem to dobro vedela, ne, da je pač pravzaprav Stanley bil tisti, ki je pisal te skeče, kako sta jih dopolnjevala.
In tudi nikoli nisem razmišljala o tem njunem procesu ustvarjanja, ne. Pa me zanima, Roza, ti si znotraj tega ves čas, ne? Velikokrat sicer nastopaš tudi sam, ampak še večkrat si pa v paru, v skupini, v nekem soustvarjanju, govorim o uprizarjanju, ne? Kako je to, kako recimo si pa ti to doživel? Pa hkrati si tudi ponavadi v vlogi tistega, ki piše. Ja, sam nimam te, bi rekel, take izkušnje kot ona dva, ne, ona dva sta tako, ko sem gledal, jaz sem v resnici zdaj gledal, sam tako, ki sem filme gledal, ne, to sem tudi prej pozabil, oziroma sem mislil, že sem imel namen še to reči, pa nisem, ne, me je fasciniralo to, kako sta v zvočni film prišla, ne, ko recimo Buster Keaton, Chaplin sta imela oba blazne probleme spregovoriti, ne. Sem včeraj po noč gledal te prve filme Buster Keatona, kako je začel govoriti, on čist, to je, karakter si uničil, ne, to je bil katastrofa, to sploh ni bil več on. Ona dva sta pa čist naravno šla, ne, v to, ne, tako, on je ne, Olio, ne, bil tak, ne, ampak to sem pa, prvo sem pa, ki sem jih pa začel gledati, zdaj pač to je vse na YouTubeu, ko sem pa začel gledati, me je pa te stare filme me je pa zanimali, kako sta skupaj prišla, ne, kaj sta bila, najprej sta sama igrala in je Babe, ne, se mu je reklo temule prav, kot ga tukaj kličejo, ne, Muci, ne, v prevodu Babe, kličejo Olja, to je bil že prva vloga mu je bila, Babe Hardy, ne, in je bil tak baby face, ne, bil res tako en tak razvajen, bogataški otrok je bil, ne, v tistem iz leta 14, ko pač pol en bogat stric pride, pa more blefirati pred njim, je zgodba, no, ampak potem naslednji karakter, ki ga je dobil, ki sta pa skupaj začela igrati, Laurel in Hardy, je bil pa Olio, je bil pa nasilnež, ne, ko je bil velik, krepek, ne, in je bil, imel take ogromne brke in je bil nasilnež, ne, potem sta pa počasi začela par ratovati, ne, najprej, medtem ko Stan je bil pa v žensko preoblečen, ne, zelo dostikrat se je v žensko prevlačil, to mu je bilo zelo tako pasalo, ne, da je on bil ženska, ta je bil pa nasilnež, no, ampak potem sta pa kar nekje tam leta 27 zelo hmalo, ne, v resnici znotraj enega leta, ki sta skupaj igrala, sta pa se že v postelj zbudita, oziroma najprej se zbudita na klopi, ne, to je pozneje na klopi v parku, ko sta dva klošarja. Skratka, meni se je zdelo fascinanten, kako so našli ta par, ki je res blazno dober skupaj pasal, ne, bila je ena taka res kemija, ne. Tako da jaz, ko si to vprašala, ne, kako imam jaz s tem izkušnje, jaz v resnici nimam izkušnje. Jaz, ko sem začel, to Ana Monroe, sva z Maretom bila par, ne, sva bila tako nekako mal en tak par, ne, sem bil majhen, on je bil velik, ne, in tako sva imela neko to, se mi zdi, da sva tudi na ta način dober. Pasala sem, to je pač kratek čas trajal, potem smo šli vsak po svoji poti, ne, potem sva z Drgancem, z Dergijem skupaj reklame, sva pa celo, bi rekel, sva oponašala ta odnos med Stanom in Oliom. Jaz sem bil žrtev, on je, Dergi je bil pa... To sem se šele zdaj domislila, v bistvu ob gledanju tega filma. Absolutno, smo se zavedali tega, da mislim, ni bilo težko, mislim, nisem mogel spregledati, da smo imeli ta odnos, pa dominanten, pa gospodovalen, tle je zmeri, Olio je zmeri dominanten, on je pa tako, ne, smo sicer maščuje, ampak Ampak kako pa je bilo recimo med vama z Drgancem pri snovanju teh skečev oziroma vseh teh dogajanj? Mi smo skeče, to so bile reklame, ne, se pravi, to je bilo za TV, ne, mislim za enega naročnika, ki je hotel pač ljudi pripraviti do tega, da bodo denar dali za te kartice, ne, srečke. No, in potem je tukaj blazno enih stvari, ki jih tisti naročnik zahteva, ne, tako da sva midva, tako s prvo reklamo, to je bilo leta 89, se mi zdi, 89. leta, prvo reklamo smo skupaj sestavili, režiser Boris Jurjaševič, pa midva z Dergijem, ne, smo skupaj sedeli in smo naredili scenarij, ne, tam neke katrce na
letališču Prečna. Pri Novem mestu smo pazili katrce, ki so bile vse nestrpne, da pridejo do svojih novih lastnikov. Ne? No in ta scenarij smo skupaj naredili. Medtem, ko potem se je izkazalo, da pri naslednjega smo tudi skupaj delali, sem je potem samo še lokacija ostala, avtopralnica, ostalo so bile pa zahteve naročnikov, ker to je pač 30 sekund. Ampak si ti pol delal? Ne, pol smo nehali, pol smo pa mi prišli v to prijetno, ne, bi rekel, ne, te politiki rečejo, ne, ko si v opoziciji, pa ti kritiziraš, ne, smo pa mi dobili scenarij, pa smo rekli, to je butast, tega ne bomo igrali, to bomo drugače naredili, ne, in smo mi v resnici dobili scenarij, ki je ustrezal željam naročnika, pa smo ga potem mi skritizirali, pa popravljali, pa naredili nekaj takega, da je bilo v bistvu nam in tudi občinstvu očitno všeč. Ne. Tako da tu je naporno. Reklame, to je meni nekaj groznega, ne, ker mi zelo malo svobode imaš. Ne. Drugače pa pač pišem scenarije, pa sem pač in producent in igralec, pa imam pa soigralce tam. Ampak kako je recimo, a ti še znotraj že polko živate recimo, a še sproti to ti dodeluješ, dodajaš, odvzemaš, kako gre ta proces, a že to vse vnaprej pripraviš, potem se pa tako, če je velika ekipa, ne, če je velika ekipa, velikih igralcev več, ne, da jih je zelo dobro imeti vse že pripravljeno, ne. Se mi tudi večkrat zgodilo, ne, da nisem bil dobro pripravljen, da imam to, verjetno nisem edini, da preveč napišem, ne, da je treba pol krajšati, ne, da rata bolj dinamično. Ne. Pa če sta pa dva, je pa dosti lažje, ne, tako bi rekel, imeti vaje hkrati z pisanjem, ne, tako da sem delal par scenarijev, tako rekoč, skupaj z vajami, ne? Ker se mi zdi dosti v redu, ne? Da je tak živ ritem najdemo, ne? Tega, ne? Da gremo prizor in pol se zapiše, da imam samo da je samo ena osnovna ideja v glavi, čist konkreten dialog se pa na vaji zapiše. Ne? Ja, ker tukaj v filmu tudi nekako ne vidimo, da je tudi tukaj proces poteka včasih tudi kar sproti. In zdaj v bistvu začnemo tam leta 37, se v filmu preselimo, se pravi, ko sta bila že na višku svoje slave. Začela sta skupaj sodelovati leta 19, pol prvi film je bil pa leta 22, mislim 1922, ne. In film se pravzaprav dotakne tudi tega, njunega producenta, s katerim sta pravzaprav producirala praktično skoraj vse filme. On jih je skupaj dal, kot sta tukaj. Tako, skupaj jih... Te očitki so bili vsi, to je v smeri, kadar se skregajo ljudje, se vse res, ne, samo tako malo drugače treba gledati. On jih je dejansko skupaj dal, Hal Roach. Ja, in tudi v bistvu je on to skupaj držal in tako, hkrati pa si v bistvu presenečena, ne, da vendarle sta bila kar v stiski z denarjem. Mislim, pustimo, da sta tudi razkošno živela. Ja, zato sta bila. Ne? Ja, to že, ne. Ampak da za razliko recimo od Keatona ali pa Chaplina, ne, ki so imeli pa pravice za svoje dela sami zase, a ne, je bila pa kar razlika, ne. Ona sta pa pravzaprav morala potem upoštevati skozi tele skozi novo delati, ne, nista od tistega, kar sta že naredila, nista imela nič, ne. Ni prihajali, ne. Ja, od te, kar se je igralo, ona dva sta dobila pač honorarje, kakor sem jaz to razumel, ne, samo za nastopanje, se pravi, moraš skozi novo pa novo delati. Pa razkošnost živela, seveda. Ja, to tudi, ne, to tudi. Zanimivo je to, kar si prej omenil, ne, s tem prehodom iz nemega filma na govor. Pravzaprav se je izkazalo, da sta tako kot tandema, ne, tudi to, da sta res zelo dobro pela, ne, in da ima to kar dobro, da ima res kar dobro šlo, no, v bistvu sta imela še te druge talente, ne. Ja, tako najprej bil Oli, ne, mislim, ker Sten je tam iz škotske meje, ne, mislim, iz čist severna Anglija doma in se je preselil, se je šel s teatrom v Ameriko in tam ostal, medtem ko Olijo je pa iz te ameriške Gruzije, ne, tam iz tiste
zraven Floride, ne, mislim iz juga Amerike in je vojaški, mislim Stanley je bil teatrski, mislim starše je imel gledališčnike, medtem ko ta je bil pa iz vojaške, ne, vojaške družine in je pobegnil in tudi izobraževal se v resnici. Ja, ampak je pobegnil, on je zelo zgodaj pobegnil iz vojaške šole pač in šel nastopati predvsem kot pevc, ne? Predvsem kot pevc je pač v teater padel, potem je imel pa kino čez, potem je pa v svojem pač tem domačem kraju, v svoji vasi, ali kako se temu reče, je kino imel, je bil operater, vse je bil, ne? In je tam padel v to, bi rekel, tam je dobil navdušenje za film, ne? Tako da, o čem se bo Ne, gre za to, a ne, kako, da sta, potem, ko sta šla iz nemega filma na zvočni film, a ne, da sta to dobro preskočila, lahko ravno zaradi tega, ker sta tudi znala... ker sta znala pet, ja? To je, ker je Unije znal predvsem Olijo, je znal pet, se zmeri Olijo več poje, ne? Več, ja. Ampak tudi, po mojem, sta imela tudi take karakterje, ne? Si tako razmišljala, za Busterja Keatona si sploh ne predstavljam, da bi mislim, prav, ki spregovori nekdo drug rata, ne? Medtem, ko njima je bilo pa to... Tako naravno je delovalo, kot da bi sam, da jih prej nisi slišal, pa si jih pa še zaslišal, ne? Mogoče zato, ker sta bila dva, ne? Ampak predvsem on je tak eteričen, ne? Mislim, pač ima to resnost in ko prav si ne predstavljam, kakšen glas bi Buster Keaton moral imeti, ne? Da bi ne propadel z prihodom zvočnega filma, ne? In Chaplin je pa tudi, ne, skozi nekaj preizkušal razne čudne mehanske glasove, pa tudi v resnici mu ni rata, ne, obdržati tega lika z brki, tega potepuha, ne, mislim, tako, tema je pa to šlo, ne. No, ampak če se dotakneva zdaj spet malo tega filma, ki smo si ga ogledali, pač seveda mi se stopimo v to njuno obdobje, ne, že ko sta pravzaprav potem šla na to turnejo po Angliji in se je začela kar klavrno. Hkrati je pa to en velik tako poklon njima kot ustvarjalcema in prikaže to njuno prijateljstvo in navezanost, ne. In to je tisto, kar je pravzaprav mogoče še posebej ganljivo, ta njun odnos, ne. Mogoče se malo tega odnosa dotakneva. Ja, tle je pač tisti z nekom, ki delaš, ne, tisti je strašen ta del, ki se skregata, ne, ko je pač dejansko on ima svoje prijatelje, s katerimi na golf hod, ne, ampak potem se, ne, in pol tisti, ki mislijo eni, da je bilo komično, ker se ves čas v filmih kregata, ne, pa sta nasprotnika, ne, in potem ljudje mislijo, je bilo to, nekdo reče, je bilo to smešno, ne, se vpraša, ne, ker eni so mislili, da je bilo smešno, ne, ampak potem, ne, se pa izkaže, da sta se pa toliko navezala en na drugega, ne, čeprav sta bila samo, bi rekel, delovna partnerja, ne, da sta si bila bližji kot... S katerimkoli drugim človekom, no? Pač to je verjetno pogost pojav tudi pri drugih poklicih, ne, da z nekom, ki si toliko časa skupaj, ne, pol ugotoviš, ne, to je tudi verjetno velika težava ljudi, ki grejo v penzijo, ne, dostkrat neki, ne, izgubijo partnerja, ne. Ja, zanimivo je to v tem prizoru, a ne, kjer si pravzaprav ko se skregata, a ne, njuno skupno je pač to delovno področje, sta delovna partnerja, ki pa zavzema pravzaprav večji del njunega življenja. Hkrati pa, a ne, mu s tem pač očita, ampak ti mene kot mene, a ne, me sploh nimaš rad, a ne, ampak vendarle je to večji del njunega življenja, no, in tam je to, nekako se pol soočita s tem, da je to njuno življenje vendarle
zelo pomembno, no? Čeprav je ta delovni del, ampak da je zelo, zelo pomemben. Ne? In to je tudi kar ganljiv. Še ženi se potem še Ida Prima je to, ja, ne vem. Zdaj ne vemo, a ne, sta ženi na nek način sta vendarle bile skupaj, zelo sta različni, a ne, to sta ta zadnji dve ženi, a ne, in sta pol začela na nek način se podpirati, a ne, čeprav sta imele vsaka Sta imele tudi tak odnos, ne, bi rekel, da je Oljo, mislim, Stan je dobil Olja, ne, za ženo, ne, mislim, Oljo pa Stanleya, ne. Ja. Mogoče je zdaj to prilika, ne, da dam vam besedo, da morda podelite kakšen spomin z nami ali pa zdaj odziv na film ali pa vprašate kaj, Andreja. Ne bo? Ali, so gospe samo ostale. Sem mislila, da bo šel mikrofon do tja. No, potem pa bi jaz te vendarle vprašala, Andrej, tako, tle v filmu se dotakne veliko tega, se pravi, ustvarjanja, ne, skozi Stana, to načrtovanje in te njegove, se pravi, od Olja, te odzive. Mogoče še to, no, to, kar si prejle rekel, to mi je šlo skozi misel. Je bil, ne, Oljo je bil v tej vlogi močnejšega in tazga, ne, bolj, ne vem, grobega partnerja, po drugi strani je pa en tak dobrodušen, in na en svoj drugačen način pokaže to naklonjenost recimo do svojega delovnega partnerja. Ne. To se v tem filmu nekako kar pač precej izpostavljeno. No. Je ena ta mehkoba tega velikana. No. Znotraj tega velikana je ena rahločutnost in ena navezanost, no, na tega, na Stana. Ne. Tako da jaz zdaj ne vem, kako je bilo to v resnici, a ne, ampak tle v filmu se to prikaže kar precej ena taka močna povezanost. Ne. Ja, pač ta je imel tak, mislim, ker je pač bil korpulenten, ne, je bilo nekako samoumevno, ne, da v tem paru igra tega dominantnega, ne, zdaj pa, seveda je bil pa kot človek pa drugačen, ne, kaj pa vem. No, ampak hotela sem te to vprašati, ne, v zvezi s tem pisanjem, ne, s pisanjem scenarija oziroma kako se tega lotati, recimo, on je kar upošteval, tako si je seveda zamislil, a ne, kaj pa kako ne bi stvari tekle, hkrati je pa zelo opazoval, kako bo to njegov soigralec na to odreagiral. Kako recimo to pri tvojem procesu? Ti tudi veš, s kom boš pač delal recimo neko predstavo, zdaj mi na misel pride, ne vem, Vodnik, a ti razmišljaš tudi o svojem soigralku, v tem primeru soigralki, kako to potem lik zastaviti? Jaz sem verjetno bolj tako, ne, amater, ne, mislim, ker tukaj le, to je Hollywood, ne, to je cela znanost, ne, to so čeprav tudi tukaj deluje zelo preprosto, ne. Ne, mislim, jaz pač delam, pač izberem soigralca za predstavo, si razmislim, kdo bi bil najboljši soigralec, ga vprašam, oziroma tukaj jo vprašam, Alenko Tetičkovič, če bi šla, ker se mi zdel, da je super, da je en tak pač neka štajerska novinarka, no prav to se mi zdel, mora biti novinarka, mora biti štajerka, ne, pa ena taka njen tip, no, človeka in potem pa vadimo, pa malo spreminjamo besedilo tudi skupaj, seveda, ne. To je pač ta zadnja predstava. To govoriva zdaj o predstavi v Valentinu Vodniku, kaj je v Vodnikovi domači, ne. Ja, ampak to je tako, ne, recimo v tem primeru, ne, se pravi, v mojem primeru je to tako, ne, da traja, ne, zdaj smo imeli že 31. ponovitev, ne, traja 10 ponovitev, ne, mislim, po 10 se še marsikaj popravi, ne, in tudi po 20 se še kaj popravi, ko ugotovim, da je kaj treba skrajšati ali da je kaj treba na drug način povedati. Recimo najprej sem imel to, da Vodnik vika to novinarko, pa sem gotovo, da bi bilo veliko dobro, bolj starosvetno deluje, če jo unika, ne, ampak to je bilo 10 predstav potrebno. Skratka, meni to traja, da
bi bilo edin pameten imeti šele po 15. ponovitvi premiero, sem si ne morem privoščiti. Medtem ko v Hollywoodu, v te burleske, recimo Bratje Marx, potem, ko so bili res že uspešni, najprej so itak gledališke predstave postavili pred kamere, se pravi, so delali filme iz svojih gledaliških predstav, ampak potem so pa imeli po ne vem, štirih velikih dvoranah gledaliških po Ameriki, se pravi različne konce Amerike, so preizkusili, so testirali, kjeri gegi koliko časa delujejo in so bili v dvorani dramaturgi s štoparcami, ki so mirali, to je treba skrajšati, to dela, to ne, skratka, to je potem iz tega cela znanost, ki je sigurno nekaj zelo dobrega, ne. In tudi sicer bi rekel, pri Stanu Paoliju se mi zdi to zanimivo, ker namreč film, en del filma se je razvil seveda iz te tehnologije, mislim, Melje pa to, mislim, kaj se vse da na filmu narediti, pa ne v teatru, ampak en del filma, mislim, se pravi, ena veja filma je bila pa ta, da so šli teatri, taki, predvsem komični teatri, direktno v film, se pravi, so gledališke predstave postale te prvi filmi, tako v Združenih državah kot recimo na Češkem so imeli istočasno kot Bratje Marx, je šlo eno gledališče, in to so imeli, mislim, ker to je bilo enostavno, to je bil biznis, to sploh ni bilo druge logike kot to, da boš na ta način več ljudi dosegel in tudi več zaslužil. In recimo na Češkem je bil francoska filmsko podjetje, ki je produciralo te prve filme, ko je šlo to Svobozene divadlo v film. No in ti so isti, v bistvu mislim Chaplin tudi in tudi Stan in Olio, oba sta izhajala iz teatra, in temu primerno je tudi, bi rekel, marsikaj, najbrž ta igra, No, to je zanimivo tudi v tem filmu. Dobro, tudi če gledaš te njune filme, so se tudi še kakšni spreminjali te gegi, skozi čas, so se kaj dopolnjevali, recimo ravno ta prizor in tudi zanimivo je v tem filmu te citati, recimo ta obisk v bolnici, ki se v bistvu že tudi v originalu kar spreminjal, hkrati se pa tle še potem spreminja, glede na potem v teatru, in še seveda potem to poveže še s tem resničnim, pol potem infarktu, ampak zanimivo je, kako je to režiser tega filma vpletel pravzaprav skoraj, mislim, vse te glavne prizore, te, ki so na nek način postali antološki ali pa legendarni, v ta film in jih lahko pol prepoznavaš. In eni so tako, kot da so se zares zgodili, mislim, tako ne veš, tam, ko pridete v hotel tam v Angliji, s tistimi kufri, ko ta Stan pride skupaj, je tako, da niti ne veš, je to zdaj zares, verjetno, ali je njun geg, to je pač film, Najprej misliš, da je zares, to je film, pol je pa to dober citat. Pa vidiš, da pa tudi ona dva jih uporabljata bi rekel, v resničnem življenju, da malo ljudi zabavata, pa Olio tako pomaha, Zanimivo mi je to, mogoče s tem, ker vendarle gre za, rekel si tako, kot sta dva klovna, gre za komiko, gre za humor, da je tudi v tem filmu zelo pretanjeno to za vsi te trenutki, ki so težki, ki so žalostni, recimo tam, ko on čaka tega Miffina, v bistvu na nek način, kot da bi tudi ali pa tam, ko on tisto cajtango prebere, v bistvu, ko vidi tiste otroke, potem spet obrne na humor, nekaj naredi, kot da bi na nek način bila to ne samo to lažba ali pa spraviti to dobro voljo v nekaj gledajo, ampak tudi samega sebe. Čeprav, tako malo to deluje. Deluje še bolj tragično, seveda, če je to kontrast. Kadar je to, deluje pa izmeri še bolj tragično, če nek humor izvlečeš, mislim, pa veš, da je situacija težka, Potem je pa še ena zanimiva stvar, ko se ti navadiš na nek lik, oziroma tukaj tandem, že samo, ko jih gledaš, ti vzbuja ene občutke, mogoče smešnosti in tako.
In to se pač pri enih ustvarjalcih zgodi, tukaj sem jaz polkrat dobila eno povezavo, ker nič tazga ni nujno, da ta človek potem naredi, ampak že samo kako hodi, pa hodi lahko najbolj običajno, ne? To se meni včasih zgodi, Roza, pri tebi, kad te gledam, kad nastopaš. Se zgodi, da se otroci smejijo še preden pravzaprav začneš. Sploh ni nujno, da že poveš, kaj je smešen. Na eni strani je v redu, včasih je pa tako, ne, tudi, ne, ko imajo en refleks, ne, meni je najhujše, ko nastopam, če potem se kar avtomatično, mislim, da vidim, da se kdaj se tudi avtomatično smejejo. Jaz sem zelo, bi rekel, imam tak malo ambivalenten odnos do smeha občinstva, ne. Tako zmeri treba biti malo previden, ne, čemu se zares smejejo, ampak dejstvo pa je, seveda, da lahko nekaj tako rekoč že nič ne narediš, ne, ali pa dobro, ali pa da ponavljaš, ne. Meni je ta najboljših gegov je mislim, da so Odrske luči od Chaplina, kjer Buster Keaton igra, ko note gor postavi, sam note gor postavi, pa se pripravi, da bo igral, pa mu note padejo. In je to vse skup nič ni, ne, ampak je vsakič, ko to naredi, ne 7krat ali ne vem 5krat, vsakič, ko to naredi, je bolj smešen, ne, mislim, pa čist nič ne naredi, ne, sam nekaj se ponavlja, tako da, hkrati pa to čutiš, ne, saj to ali pa nekako, bi rekel, vem kdaj, kaj tudi jaz namenoma delam tako, bi rekel, v teatru, da čutam, ne, da ljudi pelem v to, pa ti recimo se odzivaš tako, gledaš, kaj se dogaja v dvorani, mislim, slediš temu? Ja, zelo čutam, ne, sem tudi lanskega decembra se mi je zgodilo tako, sem bil prav res presenečen, predstavah je zelo pomemben občinstvo, ne, in zdaj se lahko mimogrede zgodi, da občinstvo ne ustreza predstavi, pa da to ni, da dejansko, ne, da sliši se, vem, zabaven, ampak ne, v resnici ni, ne, ker namreč dvakrat se mi je zgodilo, enkrat je bilo, da imam eno predstavo o težavah z branjem, ne, za otroke, ampak sem že se odločil, da tega ne smem v abonmajih pa za izven igrati, ker tam pripeljajo 3 leta stare otroke in tem otrokom to nič ne pomeni, kvečem mislim, da jih strašim pred šolo, ne, še bolj kot, ne. In sem bil tam nekje zmenjen, da bom igral predstavo za prve razrede osnovne šole, ne, popoldne, ampak da bo pripeljala, da bo učiteljica pripeljala tiste prve razrede osnovne šole, pripeljali so pa čista mičkene otroke, pa pač starši so prišli, ne, in je bilo grozno, ne, mislim, tako, ni bilo, mislim, grozen je bilo, ker nisem dobil tega feedbacka, ki bi ga hotel, ampak obratno, ne, unim je bilo težko, so se dolgočasili, so malo vmes kaj govorili, pa tako, ne, skratka, ni bilo stika, ne, in potem takoj naslednji dan sem ki je bilo december pač za en kolektiv nastopil, ki sem že pred par leti nastopil z eno samo predstavo, imam Kabarete Simplozi, ki je taka ljudska, mislim, zabavna, za vsadzga, ne rab knjig brati ali pa sploh v šolo ne rab hoditi, pa mu je lahko zabavno, ne. Potem, ko imam pa predstavo Passion de Prešeren, ki pa moraš vedeti, dobro vedeti, kdo je bil Čop, pa kaj pa vem, ne. Ene stvari je fajn, če veš, vsej večina, pač vsi izobraženi ljudje to vejo, ne, in sem že prej opazil, če za srednjo tehnično to ni v redu, za gimnazijo pa ponavadi pa večinoma je pa fajn, ne. Ampak sem to pa igral za en kolektiv, pa sem jim rekel, pa ne, pa to nisem prepričan, da bo dobro, super bo, ne, so mi rekli, jaz sem pa tudi tist, ne, pač malo, pač na denar vsake toliko časa si ga zaželim še več, ne, pa še več, in potem, če mi to ponudijo, rečem, dober, bom pa šel nastopat, no, ampak pa sem gotovo, ne, da bi moral to za pol skrajšati, pa bilo vse v redu, ne, tako sem jim pa dobesedno zatežil, ne, mislim, enim ne, sej bolj eni pridejo, pa ti rečejo, ste genijalen, super je, ampak vidiš, da pa, ne vem, 3/4 ljudem je bilo pa preveč, ne, za tisti čas, ne, pred novoleten bi rajš klepetali pa žurirali, ne, kratka bi jim moral skrajšati, no, ampak to isto, ki sem hotel povedati, je to, ki sem pa začutil, koliko je to mene telesno, mislim, tako rekoč izčrpal, ne, ker če kdaj, ki igraš predstavo,
ki je vsem fajn, ne, ki se vsi dobiš, zabavajo, dobiš. si fizično lahko malo zmatran, ampak dobiš pa, bi rekel, eno psihično pa dobiš eno energijo in medtem ko tleme je pa prav pol še z... Kot bi moral fizično z virusi. držati potem gor Mislim, ljudi, bi rekel, pripomoglo je k temu, da sem za nov let obležal. No, Ojej. tako, No, ampak mogoče, ne, da bi Andrej, hotel se a veš, smeti, no, se je bilo fajn, tudi ležati je fajn, ja. Mogoče zaključiva ta najin pogovor pravzaprav s tem, a ne, kakšen je pa tvoj pogled. Tukaj, a ne, gre za to, da ona dva sta bila na vrhuncu, a ne, slave tam v 30 letih. In takrat je bila cela ekipa, o kateri si ti dan že govoril, takrat so bili pač ti komični filmi res na višku. Bilo je to tudi čas, a ne, velike depresije, a ne, velike stiske. 20, ne, v bistvu 20, so bila 30 tam leta. druga Ja, polovica 20, tako. leta 30, ne, ona dva Ja. sta imela prvi zvočni film maja 29, pol sta še imela, pol so recimo Smrekce tiste, ne, so naredila še od enega zadnjih nemih filmov, Pol, ne, ja. pol pa leta 30, tiste je bil pa že od leta 30 naprej so bili pa že sam še zvočni filmi, ne, ampak to je bil glih čas, ne, depresije, takrat je depresija usekala, ampak predtem pa ne, 29 leta je depresija, ampak je bil čas prohibicija, ne, mislim, no, pa tega, še to, še to v zvezi z alkoholom, se zato je tudi tega. Ampak hkrati, a ne, je bil to čas, se pravi, kjer bi mogoče je bilo eno tako hrepenenje po več komičnosti, več veselja, na nek način, da se tam potem sprostiš, a ne, da dobiš malo energije, a ne, ampak me res zanima, ne, kakšen je tvoj pogled, a ne, na to, kako lahko recimo s komičnimi filmi ali pa s predstavami ali pa z nekimi elementi glih tako nekaj nagovoriš ljudi, a ne, v tem času recimo. Se to je... Ja, seveda, absolutno, zmeri je dobro, ker se včasih šteje kukar, ne, to je bolj za zabavo, ne, je treba pa nekaj resnega povedati, ne. Žanr, ne, je res, ne, meni osebno je sigurno veliko težje nekega notnega narediti kot nekaj zabavnega, ne, ampak hkrati je pa res, da zabavno pride veliko lažje do ljudi, ne, in isto stvari lahko na zabaven način poveš, oziroma itak kombinacija obojga, ne, že Shakespeare je od tega živel, da je kombiniral, ne, te dve stvari, da nikoli nimaš tragedije brez komičnih elementov, pa komedije brez, ne, mislim, da se ti še kaj tragičnega vmes pojavi, ne, in to je pa še toliko močnejše, ne, meni so najmočnejši film mi je bil recimo tale, kva je že, Pascalino di sette bellezze, Linda Wertmüller, Pascalino sedmih lepot, ki je v koncentracijskem taborišču, ki je res grozljivo, ne, mislim, je res, ne, hkrati, ne, je pa zaradi lika tega Fičfiriča, ki pride in se na tak način hoče preživeti, ne, ima blazno enih komičnih elementov noter in sem videl, mislim, prav tako, telesno se te še bolj dotakne tista grozljivost, če se zraven smeješ, pa se v bistvu se nočeš smejati, ne, recimo, ne. Tako da je, mislim, to sta pač dve stvari, ki skupaj, tako ka bi rekel, ne. Gresta skupaj bolj močno. Čokolada s čilijem, ne, kaj je to, ne. No, jaz mislim, da je to en lep zaključek današnjega pogovora. Jaz se vam zelo zahvaljujem, posebej se pa zahvaljujem Rozi, a ne, da je podelil svoje misli z nami in se kmalu spet vidimo. Hvala lepa. Hvala vam. Hvala.